Poglejmo si tole fascinantno zgodbo. Kako so se božična jutra spremenila, recimo od 90-ih pa vse do danes. In veste, to ni samo zgodba o igračah, gre za nekaj globšega. Zato kako tehnologija in, ja, tudi kultura oblikujejo naše najdragocenejše spomine. Ne glede na to, kateri generaciji pripadamo, tisti občutek pričakovanja, ko v zraku diši po borovcih in morda po kakao, ostaja nekako univerzalen. In prav ta občutek je izhodišče naše današnje zgodbe. No, pa začnimo naše potovanje v 90-ih. To je bilo obdobje, ko je bila čarovnija božiča nekaj zelo, zelo oprijemljivega, dobesedno zapakirana v kartonaste škatle, ki so v sebi skrivale cele svetove. Ta darila so bila, če pomislimo, pravi portali v svetove, ki jih je gradila domišljija. Super Nintendo? To ni bila samo konzola, ne? To je bila vstopnica v čisto nove dimenzije. Avtomobilčki niso bili le kosi kovine, ampak sanje o hitrosti. In kar je bistveno, nič od tega ni bilo povezano z internetom. Čisto nič. Temu bi lahko rekli analogno veselje. Tisti občutek, ko si nekaj ustvaril čisto sam. Ko je igra zahtevala potrpežljivost, ustvarjalnost in seveda čas. Svet, ki je bil samo tvoj, brez kakršnihkoli algoritmov in spletnih povezav. Ampak s prehodom v novo tisočletje se je ta svet začel spreminjati. Pod božičnimi drevesi so se počasi začeli pojavljati drugačni čudeži. Igrače so postajale pravi mali tehnološki artefakti. Ta evolucija je res očitna, od igralne konzole, ki je bila osredotočena na igro, do prenosne glasbe, ki je prinesla osebni zvočni svet. Potem, bum, pametni telefon, ki je združil vse v eno, danes pa imamo virtualno resničnost, ki ustvarja popolnoma nove svetove. In s tem se je zgodil en tak pomemben premik. Ko je nekdo dobil svoj prvi Walkman, to ni bila več samo igrača. Postal je nekakšen statusni simbol. Dajal je občutek, da si del nečesa večjega, bolj modernega, skorajda odraslega sveta. In ta premik je ustvaril eno temeljno razliko v sami izkušnji božičnega jutra. Dajmo primerjati veselje takrat in danes. Včasih je bilo veselje v fizičnem svetu, v svetu, ki smo ga ustvarjali in delili z najbližnjimi. Danes pa se to veselje pogosto dogaja na zaslonih, v nekem vesolju aplikacij in se deli, ja, s celim svetom preko družbenih omrežij. Ampak, kaj ob vseh teh spremembah v resnici ostaja? Kaj je tisto jedro, tisto bistvo, ki ga tehnologija preprosto ne more spremeniti? Zanimivo je, da kljub vsemu blišču novih tehnologij, nekateri temeljni elementi božične tradicije ostajajo povsem nedotaknjeni. Pravzaprav so tukaj 3 stvari, ki se niso spremenile. Prva, tisti neprecenljivi wow trenutek, ko nekdo odpre darilo in je točno to, kar si je želel. Druga je moč namena, spoznanje, da je nekdo res mislil na tebe, vložil trud v darilo. In tretja, mogoče celo najpomembnejša, je veselje ob deljenju tega trenutka z družino in prijatelji. Pravi božični duh se torej ne skriva v ceni ali v tehnologiji. Ne, skriva se v nečem veliko preprostejšem, v namenu, v misli, da je nekdo želel nekoga drugega razveseliti. Kaj pa prihodnost? Če se ta trend nadaljuje, kako bi lahko izgledala božična jutra čez, recimo, 10 ali 20 let? Morda bodo darila postala povsem digitalna. Zbirateljski NFT-ji, mogoče hologrami ali celo virtualni svetovi, v katere bomo lahko dobesedno vstopili, namesto da bi jih samo odprli. Ampak kljub tej digitalni prihodnosti obstaja upanje. Upanje, da bo tehnologija služila kot orodje, ki nas bo povezovalo na nove, zanimive načine. In ne kot nadomestek za pristen človeški stik, ki je v resnici v središču vseh praznikov. Ker na koncu je morda vseeno, ali pod drevesom stoji Super Nintendo ali par VR očal, pravi duh božiča je v tistem trenutku tišine in hvaležnosti, v toplini doma, ne v svetlobi ekranov. In to je tisto, kar je resnično vredno ohraniti.